ti si bil pred kamero tole, ja? Malo se mi vračajo spomini, ki te gledam. Na prvi mail, ki sem ga poslal. Prej bila sam vizija, kaj vse bi jaz podokumentiral, kaj bi vse posnel. Tako da spomini me vračajo, ki se je samo začel. En cilj sva si zadala in to je bilo 100 epizod bova posnela. Do takrat se ne bova ukvarjala z nobenimi ciframi, z nobenimi stvarmi. Greva jih 100 posnet, pa bova pa videla. Veliki premiki so se zgodili, mentaliteta ljudi se je spremenila, vsi so napredovali na svojih področjih. Underdog je ena ideja, ki me spremlja že skozi, ne glede na to, kje štartaš, kje začneš, kdo si, karkoli si. Z delom pa premikanjem v pravo smer, pa poslušanjem sebe, to ne igra nobene vloge. Lahko dosežeš iste stvari, kot čisto vsi ostali. Kako se je Lahi spremenil pač kot tudi sam host podcasta. Jaz sem pa predvsem dobila potrditev, da si lahko ustvarim življenje po svojih merilih. Da sem šla na svoje, da sem naredila ta korak, ker me je bilo strah. Predvsem kar daje je to, da ljudje začenjajo verjeti v stvari, ki si jih želijo in jih pol tudi dosegajo. Potrebuje samo ljudi, ki verjamejo vate in potem to postane kot eno malo igrišče. Mene je podcast iz prve roke dal to, da vsak gost, ki je prišel, recimo, pa je bil lahko ne vem kdo, ne vem koliko znan, v bistvu sem na koncu videl, da je to v bistvu samo en človek, ker je v bistvu delal na sebi, si zgradil neko kariero, mi je v bistvu dal podcast to nekako realizacijo, da se lahko v bistvu veliko stvari doseže. In tu mislim, da Underdog temu prostoru to da, to, da so zgodbe prikazane na realen, bolj iskren, poglobljen način. Mislim, da zelo veliko lahko poslušalci in gosti odnesejo od vsake epizode. Ko sem jaz prišel, je bil ta projekt bolj kot ne podcast, zdaj pa je to postalo več kot sam podcast. To je v bistvu kot nek movement, gibanje. Underdog, gibanje. Pol dejansko, ko si v procesu in snemaš prvo, drugo, tretjo, četrto, 10, 17, 25, 30, 60, je ta stotka čez dalje bližji. In čez dalje bolj sem jaz imel občutek, da se nekaj končuje. Da sem v maratonu na uni ciljni ravnini in da že vidim trak. In 100. epizoda je, kako ga jaz pretečem. Sam zato, da pol ugotovim, da sem v bistvu prišel na štart enega drugega maratona. Sem pred kratkim šele ugotovil, da da me ne rabi biti več strah, a sem zbral pravo pot, da me ne rabi biti več strah, a sem dosti dober. Meni Jure fulkrat reče, ni to dobro, da si ti najdla enega takega, da ti ne bo nikoli dolg čas z njim. In točno takšen je, pač nikoli mi ne bo dolg čas z njim. Darja. Lahi, na zdravje. Gospa. Hvala lepa. Da dejansko zdaj prihaja obdobje, kjer to vem in bom lahko samo ustvaril. Jaz sem nekako videl tebe vedno kot gostjo, ker jaz po moje v tebi vidim nekaj, kar ti ne. In tudi več ljudi, ki jih poznam, mi zate isto reče. Mi je pa zanimivo, kako ti tega ne vidiš. In če bi lahko nekaj naredil, to sem tudi prej povedal v izjavi, bi ti sam za 1 minuto dal možnost, da vidiš sebe skozi moje oči. Sam zato, da bi videla, koliko si izjemna. Koliko te cenim, koliko... Nočem pretiravati zdaj, ampak res, koliko si mi dala v življenju. Koliko mi še vedno daješ. In sva imela prej zanimivo debato glede tega in si rekla, pa jaz nisem nič, kaj bom jaz povedala, itd. Ne. Ampak, a ni dosti to, da so tvoje dejanja narejena iz take ljubezni, iz čiste, brezpogojne ljubezni, da želiš vsem dobro, da ne držiš zamer, da odpuščaš ljudem, tudi če jim ne bi rabila. Da želiš pomagati, da želiš biti dobra, včasih še preveč za ta naš svet. A ni to smisel življenja? Jaz mislim, če ti delaš dobro, da se drugi dobro počutijo, se tudi ti boljš počutiš med ljudmi, ki se dobro počutijo. In če jim ti lahko omogočiš, da so oni dobro, se pravi, smo vsi dobri. A ne? A si že od vedno tako razmišljala? Ne vem, mogoče.
Mogoče, da razmišljala sem, samo nisem pač se toliko ukvarjala s temi stvarmi. No. Ampak se mi zdi, da to teče, tako da to mora biti, to je flow, to je življenje. A ne? Na kakšen način, da se nisi ukvarjala, da nisi dala temu dosti pozornosti? Ali? Ja. To nisem dala, a ne? Ker je bilo drugih stvari več, a veš. Pa tudi, ko praviš, kaj vidiš o meni, jaz verjamem, da si se me ti zbral za svojo mamo. Glih zaradi tega mogoče, da te kaj naučim, da ti mene kaj naučiš. Verjamem, da otroci zberemo svoje starše. Kaj misliš, da si me naučila do zdaj? Če ne drugega to, da spoštuješ druga ljudi, vse ljudi, ne glede na to, kaj je po poklicu, kaj je, katere rase je. Mislim, da je to tisto, kar je največ, no? Da ceniš vse in da znaš dati ljubezen. To, kar si zdaj rekla na koncu, da znam dati ljubezen, definitivno mislim, da sem dobil od tebe, ker to, da si sposoben človeka pač sprejeti tazga, kot je in se ga ne bati, ampak pač iz ljubezni gledati na njega, se mi zdi nekaj tazga, kar manjka danes. In ti se mi zdi, da to živiš. Nisi mi tega velikrat tako povedala z besedami, nisi mi dosti stvari z besedami nekako besedila, bolj si mi pokazala skozi svoje dejanja, ne? Kako si skrbela, recimo, ko si mi govorila zgodbe za svojo babi, kako si skrbela za... Veš, za dobre ljudi ni težko skrbeti. Ker vidiš, koliko so ti hvaležni za to, kar narediš in s tem tudi ti rasteš. Vsi delamo v bistvu dobra dela zato, da se mi dobro počutimo. Meni je to veliko dal. Jaz sem najbolj srečna, če lahko nekoga osrečam. Tako je in tako bi mogli biti, ne? A ni to smisel? Ja, mene si velikrat, ampak po moje načine, ki ne misliš, da. Zdaj recimo najbolj tak pred kratkim je, ko je bila Irina pretepa, ne? Ko si poslala slikco. Jaz, ko sem Irino pogledal, jaz sem bil tako pomirjen, da je ona v dobrih rokah, da vem, koliko je intenzivna, ampak na tisti sliki se je videl, da se ima ona z babi lepo, ne? To sem pa mogoče jaz dobila od svojih starih staršev, ker pri nas je bila ljubezen. So mi dali vedeti, da sem zaželen otrok, sem imela lepo otroštvo. In mislim, da to dajem naprej. Česa se spomniš iz svojega otroštva? Česa se spomnim? Zelo rada sem plesala. In to kaza čok. Kaj je to? To je tisto, ki si v počepu, pa tako noge naprej. In sva z babi šle v hotel v Trbovljah, ki je bila njegova prijateljica, lastnica hotela, Mili. In sem jaz tam v kuhinji plesala in potem sem dobila sadno kupo. Pa ko je babi dobila plačo, sva šle v trgovino, me je vedno peljala, lepo sva se oblekle in mi je kupila posebno salamo pa zelje kislo. To sem jedla. In zmer me je sabi vzela, če je šla na izlet. Tudi še pol sem šla z njo. Jaz imam same lepe spomine. In se mi zdi, da tisto, kar dobiš, tisto lahko daš. Ker znaš dati to, a ne? Se, če tega nimaš, ne veš niti, kako je, ne moreš naprej dati, če ne poznaš. To je babi Ivi. Babi Ivi pa od babi Ivi babi. Babi Ivi babi. To je verišča od babi Ivi. Ja, vem. In sem zelo vesel, da si mi jo dala, ker se zelo velikrat spomnim na njo. Saj prav, si te imela strašno rada. In veš, kaj še se spomnim, da mi je neko zgodbico govorila, ker sva šla spat v njenem kabinetu, tam, ki ga je imela. Neke pikice so bile. 3 pikice. A se jo spomniš? Ja, malo. Neki so šli na vlak, pa... 3 pikice, ki so šle čez cesto, velika, srednja pa mala pikica. So šle na vlak, pa so šle v Ljubljano. Tako. Tega se spomnim. Pa je to, jaz sem mogel biti takrat zelo majhen, kaj ona meni to govorila. Živela je še tam v Stolpenci. Ja. Kaj je bila zgodba, ko sem na balkon splezil?
Z mano je govorila po telefonu in ti si na mizi, na balkonu splezal na mizo in hotel klinček vzeti. In jaz sam telefon dol vrgla, pa te šla iskat. 13 nadstropje, 12. za kontekst, 12 nadstropje. Sem jaz akrobacije delal. Ja. Enkrat si mi omenila, da ti v solzah si mi to povedala, da si se spomnila, koliko je babi Ivi tebi dala, ko si ti postala starš. Torej, ko je mene čuvala. Ja. Ja. Jaz sem takrat živela v Trbovljah s tabo, sva šla malo k nam domov živeti in ona te je čuvala, ko sem jaz v službo hodila iz Trbovlj v Ljubljano. In jaz sem mogla že ob 4 zjutraj vstati, da sem šla z avtobusom do postaje pa z vlakom v Ljubljano, da sem bila do 7 v službi. In ona te je po noč imela, ko si se zbudil, ko si se joko te je nosila, da sem jaz lahko spala. In jaz sem jih hvaležna to zelo. Da sem lahko obdržala službo. Tako te je imela rada, tako te je imela rada. Vsi so te imeli, in mama, in ata. Veliko si bil pri mojih starših, vse smo bila skupaj, ne? Z Ano sva se vozila enkrat v avtu, malo preden sva se poročila in me je klicala mama Meri, da jih ne bo na poroko. Ja. In sem jaz čist lepo rekel, da okej, da nič ne zameram, a ne mislim. Sem rekel, ja, ni problema, vi že veste. Vem, da je bilo to težko povedati, ampak sem rekel, vi že veste, a ne. No in ko sva prekinila, mi je Ana rekla, kako si lahko toliko okej s tem. In sem ji rekel, sam spomnim se, Ana, oni so prva leta mojega življenja meni dali vse, kar so mi lahko dali. Kdo sem jaz, da bom zdaj pričakoval, da bojo delali to, kar jaz mislim, da je prav? Jaz jih imam zaradi tistih časov v zelo, zelo lepem spominu in tako bo ostala. Ko sva jih rabila, so bili tle. Vedno, za naju. Veš pa, koliko sta, kako bi rekla, da ne greta, tudi na moje rojstne dneve nista prišla nikoli. Jaz sem sicer mislila, da na tvojo poroko bosta. Mogoče tudi z tega vidika nista, da ne bi nas obremenjevala, da bi jih mogel nekdo tuk delč vost, pa spet nazaj, ka prespala sigurno ne bi. Mislim, da tudi z tega vidika, ampak to ne pomeni, da te nista imela, da te nimata rada. To je delč od tega. Ja, to sigurno vem. Me pa zanima, kako si se ti počutila, ker zdaj mi je nek spomin ven skočil, da ti ni bilo prijetno, ko jih ni bilo na tvoj rojsten dan. Ni mi bilo, ker ni bilo nobenega od mojih. Ne brata, ne očeta, ne mamice. Ampak dobro, jaz sem pač to vzela. Tako je, a ne? Tako je. Kakšna stvar je pač, jo vzameš tako, kaj je, a ne? Kako si šla čez to? Kaj ti je mogoče pomagalo, da si spustila to pričakovanje? Lej, raj vidim, da jih ni, ke pa da prideta sam zato, da se jaz ne bi slabo počutila. Veš, nima to veze s tem, z ljubeznijo, z spoštovanjem. Pač jaz vem, da jima je zelo neprijetno in če bi prišla sam zato, da ne bi bila jaz žalostna ali pa kaj, a ne. Ampak to ni tist. Jaz mislim, da se gre na rojsten dan zato, ker greš rad, a ne? Ker, mislim... Kje misliš, da je njima, se nočem preveč o drugih ljudeh pogovarjati, ampak me zanima, kako ti vidiš to situacijo. Kje misliš, da je njima se spremenil odnos do življenja? Da sta si nehala želeti iti nekam ven, da sta nehala na rojstne dneve hoditi, da... Ne vem, enostavno tako je prišla, veš. Ne vem, Jure, ne vem. Lahko da tako pride, ne vem. Ker nekaj je, a ne, takrat
ko sta imela še avto, sta ona dva velikrat v Kamnik prišla, pa si šel ti z njima v časne počitnice. Takrat je bilo vse še tako, a ne? Pa kar nekako. A veš, enkrat ne greš, drugič ne greš, pa se ti tretjič že ne lupin. Pa se odvadiš, a ne? Ker si ti si živela do kdaj doma? Do 8 do 19. 19 leta. Po si se preselila kaj v Ljubljano? Ja, Kako so ta leta izgledala, ko si šla od doma? Se mogoče spomniš? nora. To te nisem nikoli vprašal, mislim. Ne, nisi. Ne vem, zakaj si me zdaj. Ne vem, čistko. Kako je bilo? V redu je bilo. Kako bila vidiš? sem Ja, Samostojna sem rad, jaz sem bila že od nekdaj zelo samostojna. zakaj? Ne vem. Lahko so me pustili, jaz sem se vedno znašla. No, tako. A se ti zdi, da so ti mogoče kdaj preveč odgovornosti dalo v mladih letih? Zdaj, ko nazaj gledaš. Ne vem, jaz mislim, da to, kar sem jo sama lahko prenesla. Ne vem, mislim, da ne, no, ne vem, ne. Ker si skrbela za... Za babi sem pa skrbela, ja. Ja, Tist sem mi pa injekcijo dajala, jo rihtala, ampak to je bilo meni boljš kot počitnice na morju. Jaz sem to uživala, mi sva se igrale. Se spomnim, ko je bila zaprta, pa sem mi dala cigaret, da bo lahko šla na WC in je kar kadila. a drugih slike dela. Nah, kje pa. Take sva imele, no, igrale sva se. To sem bila jaz prvoletnik gimnazije, Aha, mogoče prvoletnik, ja. Osnovna šola, gimnazija, tako nek. kako bi se opisala kot osebo takrat, ker prejšnje vprašanje je bilo, kakšna si bila v teh letih, ko si se odselila od doma, ne? Kako bi te prijatelji opisali takrat, če zdaj nazaj pogledaš? Kdaj to? Ja, 19 si bila stara. Ja. Ne vem. Ne vem kako. Takrat sem delala na Radio Trbovlje. Verjetno kot eno pridno, delovno, žurersko. Ne vem, Jure, kaj ne rečem. Si vse povedala, kar rabiš. Kako se počutiš zaenkrat, mi povej? A je že kaj lažje? Je lažje, ja, je lažje. Zakaj misliš? Ne vem, zaradi vsega. Kaj pa vem? Zaradi tebe sigurno. Kako to mogoče čutiš? Ker mi dosti gostov reče, da se zelo dobro počutijo, ker so zraven, da nimajo občutka, da jih bi kdorkoli obsojil, da bi lahko karkoli, ne vem, šlo narobe itd. Veš, ko pozabiš, da snemaš to za vse druge tudi, a ne? Tako v enem trenutku misliš, da se res sam med dva pogovarjava, ne? Čeprav malo pazim na slovenščino, čeprav mi ne gre verjeti. Ful ti gre dobro. Ja, v enem trenutku ti rata vse en, kar si drugi mislijo. Ampak greš nabirati izkušnje. A ne, in to je ena velika izkušnja zame. In ker vse to odvržeš, kaj si drugi mislijo, kaj bojo rekli, lejo, pol nekako začneš, a veš, z lahkoto sprejemati vse. A ne? Pa se spomnim na prijateljico, na Ajdo, a ne, pa ful bo dober, depej, to moraš, boš videla, pa sem, ja, res je, to je samo ena izkušnja. Nič drugega ni kot moja izkušnja, ne.
In tako, ko jaz to doživljam jaz. a ne. Meni veliko pomeni, da skleno. Tako in drugače. Tako 2 dni nazaj sem razmišljal, tako take butaste misli so prišle v mojo glavo. Kva če lih, preden bi imela epizoda, umre. Recimo. A ne? Ta misel je prišla notri. Potem sem bil tako, ok. Zakaj imam pol tremo? Zakaj si pol želim, da bi bilo tako, kot si zamišljam? A ni dosti samo to, da ko bom v tej situaciji, kjer zdaj sem, pogledam nasprot tebe, pogledam nasprot sebe, vidim tebe, Živo. živo. In sam iz nekega pogleda, da je to ta trenutek, ki sem ga nekako pričakoval, pa nisem vedel, kakšen bo, da je zdaj pred mano in da sem jaz v njemu. Zato sem ti hvaležen, da si držala svojo besedo in si šla do konca, da si zdaj lekle. Ful mi pomeni, ker vem, koliko odpora je s tvoje strani prišlo tekom tega procesa. Res je. Ti pa še nekaj povem zaradi tega, ker si rekel, da bi umrla, ne? Tik pred tem, da bi imela. Moj prijatelj tudi živi sam, a ne? In je enkrat luč popravljal in je iz stola padel in si je takole neki zlomil ali nategnil, a ne? K sreči je lahko vozil, da se je na urgenco odpeljal. In pol jaz moji mamici to govorim, pravim, če se meni v četrtek kaj naredi, mene do ponedeljka manj ne najde, a ne? Prav, ne, mogoče se tam kol ni doma. Zdaj, ko sem imela Irino in to vedno, ko Irina pri meni spi, jaz pokličem prijateljico in jo prosim, da sva v kontaktu, da jaz vsak večer message napišem, ko grem spat, pa vsako jutro, ko se zbudim. Wow. In če ga ne bi napisala, ona ima tudi ključ od stanovanja mojega, ima da pride pogleda, kako. Zanimivo. Težka, a? Odkje ta strah? Nimam pojma. Nimam pojma. A se gre malo poigrati? Kad te vprašam, odkje ta strah, kaj prvo, na kar pomisliš? Sem mogoče kdaj že bila v taki situaciji, ne vem, Lere, ne vem. A si bila? Ne, ne vem. A bi rekla, da je to strah pred smrtjo ali pred tem, da bi... Ne, jaz, če sem sama doma, meni ni nič strah, če umrem. Pač me ni zjutraj, vse nam vedela. Ja. Ampak zaradi Irine, a ne? Se pravi, strah pred tem, da ko je nekdo v tvoji odgovornosti, oziroma ti čutiš, da bi, ne glede na to, da bi umrla, kar ni v tvoji kontroli, še zmer ta krivda. Ja, krivda. Kaj bi naredila, a ne? Ja, nič. Ja, ne vem, a ne? Ampak lej, to je sam tako ima. Ja, mislim, v glavi je, ne, zdaj, ko si to rekla, mi je zanimivo, ker jaz tega občutka nimam. Je pa zelo povezan po moje z drugimi ljudmi, a ne. Ko nekako, da bi nekoga drugega razočarala, da bi nekdo drug trpel zaradi tvoje... Ja, ne vem, veš, itak vsi umremo, a ne? Ampak kdaj, pa na kak način, je pa različno, a ne? Kako pa ti vidiš, ja, nič peva, smrt. Kako, ko razmišljaš oziroma ko se pogovarjamo o smrti, kako jo ti dojemaš? Pa za kontekst, vem, da si prebrala ogromno knjig, lahko jih mogoče kaj tudi vmes našteješ, ki so ti mogoče pri kakšnem spoznanju pomagale, razgovori z Bogom itd. Doma pri Bogu. Doma pri Bogu. Ja, potovanje duše. Singer? Michael A. Singer? Potovanje duše? Ne, ti si Untethered Soul. Ne. Ja. Ne vem točno, kje je avtor. Kako dojemaš skozi te avtorje oziroma skozi vso gradivo, ki si ga prebrala, smrt, kako jo nekako si razlagaš? Ne vem, ker jo še nisem doživela, težko jo razložim. Ne vem, ampak
ni me strah. Jaz verjamem, da, kako naj ti povem, pripraviti se ne moreš na njo. Edin, če si tako, ka zelo prav, da se moraš še v času življenja pripraviti na smrt, da gre potem lažje. Ne vem. Ne vem. Vem pa, da če imaš ob sebi nekoga, ki te ima rad, ki ti želi dobro, da je vse lažje. Mislim, da edin, kar mi pri smrti ni všeč, da umreš sam. Torej, da nimaš ljudi, ki... Ja, da si S katerimi čist sam, bi delil- recimo, ne vem, kaj oči Roman, kaj je rekel, ne bom prišel, kaj je bil, ko so mu povedali, da ni več nič, je rekel, ne bom prišel domov, bom kar v bolnica, počakal. Kao. Vsega ni govora, ti boš prišel domov, pri meni boš, In jaz vem, koliko mi je bil hvaležen za to. Ker vidiš človeka, vidiš, da ne umreš rad med tujci, da ti pomeni nekaj, da so s tabo domači. Seveda, če je to možno, če si sam, če nikogar nimaš, jasno, hvala Bogu za hospika, da ti lajšajo bolečine, da so s tabi do konca, ampak če pa imaš, pa mislim, da ne vem, pa ne, lej. Ja, zanimivo. Iz izkušnje lahko povem to. Ja, to se tudi spomnim za očija, ker jaz sem bil z njim na vezi preko, ne vem zakaj, na Instagramu sva si pisala takrat. Zanimivo, kaj tako zdaj nazaj pogledam. Jaz sem mu napisal, stari, pridi domov, vse bomo zrihtali. Ja. Sam to sem mu napisal in pol v bistvu si mi ti povedala, da ga greva iskati, Ko je oči, en spomin mi je zdaj gor prišel, pa bom šel v to, pa vem, da je to zdaj zelo globoka tematika, jaz ne delam tega z namenom, da bi kakršnekoli rane odpiral, se mi pa zdi, da marsikaj človek gre skozi podobno zadevo, je šel skozi podobno zadevo in da je okej, da se o tem govori. En izmed mojih najhujših trenutkov v življenju je bil, ko si me ti klicala in si mi rekla, v službi sem bil, in si mi rekla, ni v redu, Jure, ne bo preživel. To mi je bilo veliko hujš kot takrat, ko je dejansko umrl. Ja, tudi meni. Ko sem videla, da se je tako odločil. Ampak tako je. Zakaj se je tako odločil? Ne vem. Jaz tle spet imam eno teorijo. Vsaka duša se odloči, kako bo odšla, zakaj je prišla, kaj bo doživela, kdaj bo odšla. Jaz tako mislim. Odšla je mama njegova, odšel je ata. Ja, v roku pol leta. To je bila moja tolažba lahko, da pač morajo skupaj iti, ker so povezani, jaz ne vem. Veš, v takih trenutkih iščeš nekaj, da te pomaga to preživeti. Ampak jaz sem to dejansko verjela, da je mogel iti. In ko je meni rekel, jaz bi sam rad umrl, sem rekla, vse bo v redu, samo diši lepo, umir se, jaz sem tle. Ni bilo, ne vem,
Ne vem, odkje je to moč, odkje sem to imela, jaz ti to ne znam opisati, kako sem jaz takrat to doživljala. Ne vem. Ampak, ne vem, ti ne znam povedati. Ampak jaz mislim, da ko vidiš človeka, da nimaš pravice, da ga tle zadržuješ na tem svetu, če vidiš, da si želi iti, če izrazi željo, da bi rad šel in da nimam benga obžalovanja, potem mislim, da je prav, da ga pustiš in da si z njim takrat, ko odhaja. Ker jaz mislim, da je egoistično, da nekoga hočeš imeti, kljub temu, da ima bolečine, da muke trpi, da misliš, da mora biti tle, da mora biti s tabo, da ne vem kaj, mislim, da moraš to dušo spustiti. Da lažje gre in tudi ti si bolj pomiren, seveda, veš pa, da si vse naredil. Nobenega obžalovanja ne čutim, nobene slabe vesti, ničesar, ker vem, da sem vse naredila, da sem tako. Tistih zadnjih 14 dni, ki sem pol tudi jaz se odločil, da bom doma. Ja, to sem ti ful hvaležna. Ker mislim, da je v teh trenutkih tudi pomemben, da sebe postaviš mal, da rabiš za sebe čas. In ko si bil ti pa očito, sem jaz šla lahko ven, sem šla lahko v naravo, rabila sem se predihati, pogovoriti sama s sabo in potem si čist drug človek, ko prideš nazaj. Lažje to vse prenašaš in sem ti za to hvaležna. Robčka? Ne, v redu. Meni se zdi, da je mogoče še ena izkušnja prej, ki se bo tudi ziher v njej dotaknila. Ampak se mi zdi, da je ta izkušnja naju zbližala do te mere, da sem te jaz nehal gledati kot mami. Se bom probal malo bolj izraziti. Jaz sem te v tej izkušnji videl kot enakovredno seb, kot, ne vem, nočem, da se sliši, da je to preveč cheesy, ampak kot dušo, kot isto, kot sem jaz, ki se na svoj najboljši možen način trudi, da ne glede na to vse, kaj se dogaja, še zmeri verjame v ljubezen. In tudi jaz sem si takrat rekel, da ne bom stran gledal, da ne bom bežal, ampak da bom v vsaki interakciji z očem in s tabo probal delati samo iz ljubezni. In to si takrat dokazal. Takrat sem te jaz nehala jemati kot enega, kar tako neki, mislim, seveda sem te imela rada, vedno te bom, te imam, ampak takrat sem te začela gledati z drugimi očmi, da se lahko nate tudi zanesem, da tudi ti meni lahko daš neki, a ne, da lahko se zanesem nate, da vem, da mi bo stal ob strani in takrat je poleg te ljubezni, ki sem jo čutila do tebe, tudi to spoštovanje do tebe naraslo. To. Pa, da sva te vzgojila v res fejst fanta in ta ponosna sem bila na te v teh trenutkih res. To mi ful mi je pomenilo. Lažje sem vse šla skozi, tudi zaradi druge stvari, vse mi je bilo lažje. Ne vem, kje sem takrat to najdel. Ne, tudi jaz ne, Jure. Ampak to kar pride.
In a veš, težko je enemu reči, to naredi, jaz sem to naredil, jaz sem to. Ne, to pride, tist, kar čutiš, ampak vedno moraš biti v teh dejanjih nesebičen. Ne gledati nase, ker te človek rapa, ne. Kako pa pustiš, da se to izživi skozi tebe? Torej, to, kar takrat rabiš, ki si rekla, da pride samo od sebe, ki je prišel pri meni, ki je prišel pri tebi. Zakaj se je to lahko skozi naju izživel? Zakaj misliš? Vsi smo globoko v sebi dobri. Vsak, jaz mislim, da ima to nekaj v sebi. Sam eni pač se fokusiramo na to in to dajemo ven, nekdo se fokusira na nekaj drugega in ti zdaje ven. Ne vem, to ne vem, kako naj ti to. Težko je razložiti, no. Ampak tu čutiš, a veš, tu čutiš. To pride, ne more drugače biti, če imaš ti to v sebi. Če imaš v sebi ljubezen, sočutje, boš to dal ven. Sem ti si zelo veliko na tem delala, ne? Da si do tega prišla. Veš, to ni, mogoče že zdaj tudi težko ti je razložiti, ker to že toliko časa živiš in nisi nikoli nobenemu rabila razlagati, zakaj tako delaš. Ti si samo tako delala, ne? Ja, jaz sem delala skozi tako, Ja. tako delaš, a ne. Kaj se spomnim, ker sva te z očijem še enkrat zabavala, oziroma on je imel neko opasko, jaz sem se pa itak prelepil na njega, ne? Seveda, Karkoli je on rekel, sem jaz, seveda. ja. Je rekel, dej, še malo boš to jogo delala, boš odletela čez okno, ne? In so bila oba, spet neki sedi tam pod Turško, pa to sam prdijo te jogi, pa to ne. Ja, Ne, ja. veš, so imela te fore, ne. Tako zdaj, ko nazaj pogledam, sem tako uno, ja, okej. Pač otrok, ampak res si dolg že delala, zdaj, prvo, kar se 20 let. spomnim, 20 let, ja. 20 let joge. Zdaj me je malo tale roka zaustavila, ker sem imela eno poškodbo, ampak septembra spet začnem. Ja. Tle sem se hotel vrniti, se pravi nekih 20 let nazaj. Zakaj si začela delati z jogo? Ne, več je? Po moje več. Ne, A ne, jaz sem bil 15 let star, po moje. A zakaj? To je malo to obdobje, ki me kle res nekaj zanima. Ampak ta prvo me zanima to, zakaj si začela z jogo ukvarjati? Zato, ker sem imela enkrat dosti vsega. Česa? Jaz sem kadila dolg let. Ful veliko sem kadila in uživala sem od cigaret. Ne vem, če kjer človek na tem svet raj kadi, ker moja mami. In v enem trenutku sem jaz rekla, tako pa ne gre več naprej. In sem rekla, začela sem hoditi takrat na Starigrad, vsak dan sva šla z Majdo še, pa z Mojco. Kaditi sem nehala, je rekel, oče je rekel, bom počakal en let, če ne boš kadila, pa bom še jaz nehal, ampak je prej nehal, ker sem rekla, da ne bom, nisem več. In ni mi bilo nič težko. In vsi so rekli, ja, se bo zredila, to sem kja, in takrat sem jaz začela na veliko hoditi. In potem sem rekla, nekaj mi še manjka, kar nekaj mi je manjkalo in pridem na pošto, vidim velik plakat, joga v vsakdanjem življenju, v pisu, prvo stopno. Ma sem rekla, pa gremo, ne? In sem šla, sem se vpisala in takrat se je veliko spremenil, se pravi, ja. Dejansko sem pa začela se s temi stvarmi bolj seznanjati 10 let nazaj. Ja, 10 let nazaj. Ne več. Več, po moje. Ja, seveda. Kaj pa je bil ta mejnik, ki bi rekla, da si se začela bolj s tem seznanjati? Zakaj si se začela bolj seznanjati? Ti bom povedala. Točno se spomnim Zvezdanine vdaje, ki je gostila Ano Bučevič. In ta vdaja je bila meni wow. In sem šla pogooglati Ano Bučevič na YouTubu, takrat je začela, mogoče je imela 2 videa posneta. In od takrat jo jaz spremljam. In tega je zdaj že
Ja, več kot 10 let. 15, mogoče. In dejansko ona je ta, ki ti je pol odpirala. Ja, a veš, ko nekaj poslušaš, pa rečeš, ja, res je to. A Kaj ne? pa ti je bilo tako všeč? Zakaj si ostala zvesta? Zakaj sem ji ostala zvesta? Ja. Zato, ker sem videla, kako se iz videa v video mislim, kako ona raste. Da vse tisto, kar govori, tudi dela in da je tudi res. Se tu je mlaj od mene, punca. Ja. Ampak njeno učenje mi je blizu. No? Tudi ona je predlagala knjige te, pogovori z Bogom, doma pri Bogu. Zdi se mi smiselno to, ko govori. No? In se mi zdi, da jaz to vse vem, verjamem in ko ona rečem, je čist jasen. Ja, res je. Ne? In potem preko nje pride še drugi, pa Joe Dispenza, pa teli Ekartole. Kako bi rekla, da si knjig na to temo prebrala od oka? No, ne vem. Od oka. Več kot 100. Ja. Več kot 500. Ja. No, ne, tist ne. Okay. Veš, sam bereš lahko ti cel življenje, sam če nič ne narediš od tega, je čisto vse. Sam veš, a ne, moraš tudi delati to malo, ne, malo probavati, a nekaj je sigurno. Če ti dobro narediš človeku, ni hudič, da ne bo on isto to dobro naredil. Kaj ti pomeni to, da narediš dobro človeku? Kako bi to opisala? Izdošča se mu nasmejiš. Je tam ena sitna prodajalka, a veš, je imela doma probleme, pa mora tam tebe strežiti. Pa ji daš kakšen nasmeh, pa rečeš, joj, kako danes, pa tako kaj, a veš, ampak ji polepšaš po moje dan, no. Ne vem, meni vsak, ki se mi nasmeji, ki gre mimo mene, mi malo toplo pri srcu, si rečem, lej. Ta mala tvoja vnukinja to dela. Vem, ja. Že od zelo, zelo majhnih, ki sva hodila z vozičkom, so najbolj kisle face, ki so šle mimo, se nasmejajo. Ja. Ne vem, meni je to lepo, ne, pa se vprašaš, kako si, ampak bod pripravljen, da ga poslušaš, če ti ima kaj zapovedati. Eto, kar je meni pri tebi še neizmerno všeč, kar res obožujem in zdaj ti bo to po moje neki povedal, je to, da ko si z nekom, daješ 100% pozornost temu človeku. Ko nekaj delaš to 100%. A veš, kolikrat si ti meni rekla, ker sem prišel k tebi na obisk, pa sva se pogovarjala, pa sem šel vmes na telefon, ker sem mogel nekaj delati. Kolikrat si mene opomnila na to, da sem šel na telefon, ne? Ja, ampak dejansko sem videl zdaj, zakaj te je to tako motil, ker dejansko si ti meni navdih iz vidika, koliko prisotna si v trenutkih in si tudi jaz želim še bolj to izpiliti. A si kdaj opazila to pri sebi, oziroma si kdaj razmišljala o tem? Nekaj se mi zdi čist. Se ti zdi, da je to normalno, da tako pač je? Naravno. Ja, ampak je zdaj velik problem s tem, da pozornost, prisotnost čviga. Seveda. Kako pa ti dojemaš sebe skozi to zadevo, torej skozi ta pogled? Zakaj misliš, da ti si prisotna? Kaj ti pri tem pomaga? Nad sam poslušaš človeka. V trenutku si, a ne? Če meni nekdo nekaj govori, se pravi, mi ima nekaj zapovedati, a ne? Pa če ga jaz vprašam, kako si, kako je doma, si v redu, jaz ga vprašam zato, ker me zanima, ne zato, da kar nekaj vprašam, a ne? Ne vem, se mi zdi to prav, a ni prav. Ja, se zato, ampak to sem nedolgo nazaj opazil, da v bistvu zaradi tega, da je to ena stvar, ki jo res delaš dobro, a ne? Pa tako, ki misliš, da ti, kaj ti govorila, ne? Pa to je ena izmed stvari. Ja, to je pomembno, zelo, da človeka poslušaš, da ima
sogovornik občutek, da ga ti poslušaš, da ti lahko nekaj pove, da si ga vprašal, zato ker želiš vedeti, kako se počuti, kako je. A ne? Sej pomagati mu verjetno ne moreš, a pa včasih je dosti, da samo nekoga poslušaš, pa pustiš, da pove. Ne rabiš ti pred rešitve mu data, ne? Če te ne vpraša. Kako si pa se s tem spopadala v mojih najstniških letih, ko te nisem slišal? Tle je bila pa potrebna brezpogojna ljubezen. Feja mal sem. Tle pa mislim, da moraš imeti res rad otroka, da greš čez to težko obdobje. Tle ne sme biti zamere, a veš. Jaz sem zmer zaupala, da boš ti z tega ven, da veš, nisi vedel, no, kva delaš. Ampak takrat bi bilo brez veze, da bi se jaz s tabo šla v fajt, ker ne bi bilo dobro za mbenga. Ampak se pač postaviš malo ob stran, pa te opazujem. Tle jaz mislim, da je Roman veliko vlogo odigral, ki je bil zelo postavljen, on je vedel, in njega si se mačkan bal. Mene se nisi. Zato pa pravim, takrat je bilo potrebno z moje strani veliko ljubezni, da nisem takrat kaj zapela s tabo, pa ne vem, ampak sem pač stala ob stran, pa te imela rada, pa upala, da boš tako, kot moraš biti, Nisi bil neki problematičen, ampak Nisi mi prijazen. Nisi bil pa prijazen do mene. Tle sem mogel veliko tega sramu predelati jaz pri sebi, ker v eni točki, ki sem spregledal, kaj sem delal tebi, pa ne vem, Klari, pa bližnjim, sem bil tako oščit, stari, zakaj se jaz tako obnašam do ljudi, ki jih pač imam rad? Zakaj ta potreba po dokazovanju? Ma niti ni dokazovanje, mami, bolj je nadvladanje, bolj je moč, bolj je pomanjšanje drugega. Ne? Ja, sebe odzdigneš, druga pa ti si vse vedel, kaj ti bomo govorila, ne? Ja, niti ne, da se vzdigneš, ampak sam, da druge dol tolčeš, ne? Ker jaz sem pač se spomnim, da mi dva nisva mogla iti nikamor, brez da se ne bi skregala. Nikamor. Zakaj sva se kregala? Ker tle jaz nimam spomina, mogoče se ti spomniš. Kaj je bil povod? Kaj sem jaz? Hotel si biti bolj pameten, kot jaz. Ne glede na to, o čem sva se pogovarjala. Ne glede na to. Ti nimaš pojma, jaz sem taka. Ne, jaz nimam prav nič, ne. Ampak dober, lej, jaz smo dali to skosa, ne. A so tudi druge mame za otroci v najstniških letih imele podobne zadeve? Podobne, a veš to, kaj pa vem, ene tako, s tem, ko si se ti s temi fanti družil, ko ste bili prijatelji, ste bili vsi bolj, kot ne, tako, a ne? Ja, malo frajerčki. Malo frajerčki pa po svoje, a ne? Ampak sej se je dal nekak, a ne? Sej se je dal, ko v šoli recimo si bil pa priden, a ne? Ja, ocene so bile okej. Ocene so bile okej, tudi nisi špricu, tudi nisi dober, malo problemov si delal na teh izletih, a ne, ampak to je bilo pa vse, a ne. Ja. Ni bilo pa tako težav, a veš. In je bilo to mogoče malo lažje potem vse. Ja, kle se spomnim iz teh let, da kakor je prišel do nekih takih situacij med nama, da sem pač sam žlehcem bil. In pol se spomnim, da na neki točki, pa me zanima, kako se ti tega dogodka spomniš, če se ga. V moji sobi je bilo v Kamniku, sem rekel, če lahko malo priješ do mene, po mojem sem bil star 18.
In sem se usedel na poslo in si ti usedla zraven in mislim, da sem ti rekel, zdelo, da se narobe spomnim, mislim, da sem ti rekel, mami, oprosti za vse, jaz ne vem, zakaj sem tak. A to je bilo pri 18 že? A je bilo kasneje? Jaz mislim pa, da je bilo Da je kasneje. bilo kasneje. Takrat sva šla pol na sprehod. Ne. Z joku sem se ti na posli, ne pol ure sem joku, nekaj tazga imam v glavi. To se spomnim, ja, sam mislim, da je bilo to kasneje. Kasneje. Mislim, da je bilo to kasneje. Čakaj, 18, to je četrtletnik. a ne? To je Četrtletnik, četrtletnik Gimnazije. gimnazije zame, ja. a ne? Nisem še bil na faksu. To je bilo po moje, Ja, ali je pa bilo takrat? takrat je bilo po Takrat, moje. ker na faksu, ko si bil, sva že kar nekako funkcionirala, Ja. a ne? Ja. Mislim, Ja. da sva, ja. Tudi jaz mislim, da je bilo takrat že boljše. Ja. In a se spomniš ti tega pogovora? Ne glih. Ne, ok, ker jaz sem pol mislim, da sem delal neko vajo dihalno, zelo intenzivno, vodeno, in me je mal vrgal iz telesa in nekako me je pelal v ta čas in da takrat enkrat je babi Ivi umrla, ne? Ja, 2011, tam nek. nema zaletnica. Ja, ampak bi to bilo včeraj. lih takrat enkrat sem mogel biti jaz po moje strno in sem nekako, pa ni me velikrat, tako tudi meditacija glede nje nič, ampak tle je bilo pa tako, da ker sem v bistvu zanimalo me je, če je babi Ivi taka me čuva zdaj toka, ne, ki mi pomaga. A veš, koliko jih imaš, ki te čuvajo? Ampak izrecno njo, ne vem, zakaj sem na njo pomislil, no in sem nekako, ne vem, kako bi temu sploh rekel, dobil sporočilo, da ne, da mi je pa babi Ivi odprla sočutje. Torej, da od tiste točke, ki je ona umrla, s to bolečino, ki mi jo je takrat pa, ki sem jo čutil, da od tiste točke naprej sem s tabo odnos lahko spremenil, zato ker sem videl to bolečino, no? Ko izgubiš nekoga, ki ga imaš res nerealno rad. Ja. Ja. Ker ona je nekako, tako kot nazaj pomislim, mi vedno predstavljala tudi neko tako čisto ljubezen, tako se mi zdi, da klesta si vidve ful podobno. Ja. Ja. In da od te točke naprej pol nekako se je tudi najin odnos začel krpati. Zna No? biti, ja, zna biti. Kako si ti dojemala pol nekako, da si iz tega mogoče fight or flighta oziroma tega, da si mogla biti skozi pripravljena se braniti, lahko tudi ti enkrat spustila ta ščit pa začela graditi nekako na nov odnos z mano. Kako si ti ta obdobje dojemala pol, kaj je prišel, kaj nam je pripeljalo do te točke, recimo, kaj sva zdaj? Jaz sem skozi čakala, da boš ti do tega prišel. Jaz sem vedela, da enkrat boš, ker sem vedela, da si dober fant, a ne? Kako si vedela? Se čutiš to. Se veš, se ne moreš biti drugačen, a ne? Ampak veš, kva jaz mislim, da je bilo tle prelomno tudi. Ker si hodil na faks, ker nisi študiral, ker ti je rekel oči, zdaj pa ali boš delal, doma ne boš ležal, ali faks ali pa ši. Ker si šel ta prvič delat, da si začutil, da imaš eno odgovornost, da ni šala življenje, da moraš delati, če ne študiraš, da moraš delati. In tu sem vam tudi očetu za zahvaliti. Jaz ne bi znala biti tukaj, šarf pa to reči, ne? Bi to verjetno še kar gledala doma. Ampak tle se mi zdi, da si pa prevzel odgovornost za svoje življenje in da si začel pa graditi sebe, a ne? A je bilo tako? Definitivno, on je meni ogromno dal, zdaj tako, ko nazaj gledam, ne? To Ja. in to, da me je zbudil ob 7 zjutraj, da so šla basket Ja. igrati. A veš enkrat, ko si, ko sta bila zmenjena, da te vozi v šolo, še ko smo bili na Jurčičevi. V 7:30 v avto, te ni bilo, je odpeljal. Te nikoli več nisi zamudil. In Nikoli kako, več. jaz sem pol sam doma ostal, ali kaj?
Ja, ne vem, kako se ne spomnim. Jaz sem bila v službi, ampak si šel peš v šolo, verjeten. Kjer kralj. Ja. Spomnim se enkrat na Jurčičevi, da ko sva šla v vrtec ali kva, da mi je prst med vrata zaprl od avta. To pa ne vem. A res? Čakaj, kaj, ne, ok, lahko da je to kar nekaj, ampak en spomin imam, nek bel avto, ne, črna Opel Astra. Ja. Smo imeli na Jurčičevi. Imel. No, da sva šla v Ne vrtec. na Jurčičevi, Na tu smo bili pa že tle dol doma. Opel Astra. No, pa je bil pa predtem, a je bil bel avto. Ne, a je bila Opel Astra. Pizda, ne vem, ampak po moje, da je bila. In to se spomnim, da sem pol, ali je bilo na Jenkovi, da sem pol mogel prst noter držati v nekem mrzlem kozarcu. Da mi je pa, če sem se držal za vrata, a ne? On je pa vrata zaprl. In da me je po prstu udaril, star. To je zdaj čistko random pršel, ampak ne vem, očitno je resno. Ja. Ja, takrat, ko si mogel skrbeti začeti zase, se mi zdi, da si. Ja. Zanimivo mi je, ker si to rekla, sem pomislil na te, ko nas je oči zapustil, ne, ko je oče umrl. Kako si ti v bistvu čist na drugačen način začela živeti? Si začneš drugače, ker si sam, a veš. Vse je drugače, a ne? Vse. Že ko se zbudi zjutraj, je čist drugače. Ko se sam zbudiš. Vstaneš, greš, prej sem čaj skuhala oči, tu iz službe domov skuhala, veš, da smo imeli vedno skupaj kosilo. Vedno. Vse je drugače. Prej sta dva, pa si sam. A ne? Počas se navadiš, ampak sej. Kaj pa češ? Jaz dolg nisem mogla, to je pa res, a ne? Zmer sem jim odili na zmer. Češ še po oči, tu smo kakšen let pa pol. Je služba domov, a me noben ni doma čakal. Jaz sem mogla dojeti, da meni sploh ni treba domov iz službe. Jaz grem lahko v Tivoli pa sedim cel dan tam. Noben me ne čaka. A ne? Ampak to je tudi ena vrsta svoboda. Kakor se bo zdaj to slišal, tako ali pa drugače. A ne? Lahko je pekel, lahko je pa svoboda. Lahko ti domov prideš, si misliš, sem sam, osamljen, bogi jaz, lahko pa rečeš, wow, lahko delam kar čem. Zdaj, po 5 letih, a ne, moraš vedeti, ni bilo to prac, ampak zdaj, a ne. Jaz se kdaj pohecam, pa rečem, da si stara 5 let. Tako te zdaj vidim, tako te zdaj poznam. Ker si drugačna oseba. Mogoče nisem tako drugačna, kakor imam. Vidite me zdaj mogoče drugač. Jaz sem taka skos, ampak prej so bile distrakcije mogoče, ali kučem temu reči, ne? Ja. Zdaj pa. Siješ, tako, upaš si več. Ja, upam si pa precej več. Zakaj si zdaj toliko več upaš? Zato, ker se zdaj lahko sam nase zanesem, a je to meni všeč ali mi ni všeč. A pa mogoče bi si že prej sem bila potlačena, ne? Kakor sem kdaj kaj rekla, kaj. Ne, a ne. Tega ne rabimo. Ja, to ne, a veš kaj, na morje se je Hrvaška glih tako lepa, Grčija, Španija, ne. Zakaj bo treba kaj hoditi, ne? Pa z avionom nekam, če lahko greš tle. Nič narobe, sva se imela super z očetom, ne, tudi na Hrvaškem. Enkratno. Ampak bolj, kaj ne je bilo tako, kaj je on rekel. Ja, ampak meni je bilo to prav, a ne? Ja, si mislim, da. Meni tudi ni bilo treba razmišljati nič, a ne? Tako je rekel, to je to. Pa to je to, a ne? Ja, kaj bomo jedli, že to nismo dolg cajt. Okej.
Je pa res, da sem pa vsak petek samo štrudel spekla. Enkrat se mi pa ni dal testa delati, sem ga pa kupila. In je rekel, če misliš takle štrudel delati, ga ni treba nikoli več. In namesto da bi rekla, ok, ga pa ne bo, sem spet sama mesla. Štrudel, doktor sem jaz domov prišel. Tretjino pekača ga je bilo še zame, to je bilo to. Pa potico orehovo. Pa potico, To je bilo to mu je bilo najbolj dobro. Ja. Ta del mi je bil prvama tudi ful všeč, tako ta del. Torej, jezik ljubezni, ne, pri tebi skozi hrano, pri njemu, kva pa vem, da smo šli na morje skupaj, ali pa da je neki zorganiziral. Pa vse naredil. Pa vse naredil doma, veš. to. Vse je naredil in iznajdljiv je bil, veš, ko Noro. imamo v stanovanju vse, kar je sam naredil. Noro. Ne? Pa sliku, pa Vse se je klaver, ni da ni. Ja, pa iz te žice, rožo, veš, take stvari, mislim, je bil zelo, no, tako. Ja, sam mogoče malenkost v napačnem času živel. Mogoče, zakaj misliš, Jure, da mu ni napačnega uspel, časa. da ni zvozil? Vse je zvozil tist, kar je imel namen narediti. Le kako lepo te je vzgojil. Le kako je mene naredil samostojno bolj, pa tako. Veš. Lej. Jaz mislim, da je naredil tist, kaj je mogel. A sta se pogovarjala kaj o tem drugače, o namenu, pa to, mogoče kaj odhajajo, a ne? A sta se kaj Jaz sem ga pogovarjala o tem? vprašala, sem nekaj, če mu je kaj žal, če bi kaj spremenil. Pa je rekel, da ne. Pa če ga boli, je rekel, da ne. To sva si pa obljubila en drugmu, da ne bova dovolila, da če pride do te, tu še, ko sva bila čist zdrava oba, da bova vse naredila, da ne bo drug v bolečinah takrat. In to sem naredila. Definitivno, ja. Ker sta se pogovarjala mogoče o meni, torej mogoče, ker sem prišel ven iz faksa, ker sem začel to neko svojo podjetniško pot, sta mi večkrat rekla, kako sta ponosna pa to. Kaj sta se še tako pogovarjala, kaj sta mogoče v prihodnosti govorila, kam se bom usmeril, tako čisto iz ferbca me zanima, kako sta me videla. Marketing, definitivno marketing. Meni sicer ni bilo nič všeč, da si šel tam stran, ne? Ja. Da šel na svoje, mislim všeč, ne mi rekel všeč, ampak tiste, kaj joj, tako lepo službo, denar. Del tak, ki ga ima rad, kaj nori zdaj, da gre neki v ene vode čudne. Pa je rekel, Roman je rekel, pa dej pust ga, lej, sej bo sam, sej bo videl, a ne, sej bo videl. On je bil bolj, kar se tega tiče, te je bolj zagovarjal, pa verjel vate, kakor jaz na začetku. Priznam. A ne? Tudi, ko sem ti obljubila, da bom pri 5. podcastu, ko sem mi rekel, da bom pri 100, sem ko seveda, ko sem mislila, da ne od 100, pa pa dej to še delaš. Ampak pa z vsakem podcastu, z vsakem 10 sem imela več tremov, vsaka šit, zdaj bo pa hvala 100. In sem se sam bala, kdaj boš prišel. Mami, 100 off. Sem vesela za vas, ker sem videla danes, da ste res ful lušna ekipa, da se podpirate en drugega, da verjamete v to, kar delate, in to je nekaj tako lepega. Tako lepega, res. Kako ti vidiš to, kar delamo? Kaj jaz sploh delam? Nimam pojma, če me Siro vpraša. Vam neki že, jaz ne vem koga. Kako se tem reče, kar delaš? No pa ti pove, kaj dela. Ne vem.
igram se. No, Čez dali bolj lupam lupinek. Pač ne rabim nobenemu povedati, kaj delam. Jaz vem, da delam dobro. no, Da, se pravi, kva to delate. pa ne vem, ja. Lepo Podcast, delate, dobro svašta, ja. delate. Ful ste prijetni ljudje. Mm. Za oče se pa tudi jaz spomnim, da me je vedno podpiral. Tako. Ful sem imel občutek, da toliko verjame vame, da tudi če sem mu nekaj povedal, je bila to najbolj odštekana ideja, mi je rekel, ja, ti už to spelo. Pač probi, a ne? Ja. Bo že videl, a ne? Ker Pač se je to. on tudi lotil vseh stvari, kjer je imel v glavu, veš? Mm, On se čisto se ga lotil. mm. Ampak dober, ali moj ratelj, ali mu ni pač, jaz za vse tudi ne vem, ker ni tudi povedal ne vsega, ne. Ja, Mogoče pol, ko mu je že Mm. ratelj, da je rekel, lej, kva sem naredil, a ne. Mm. Ja, kaj da mu je mal vedno zmanjkalo. Tako Ja. pa z delnicami, pa z unimi stvarmi, ki so. Vsega se je podstopil. Ampak vsega je tako mal zmanjkalo, no, da bi Ja, bil preboj. Ja. Se mi zdi, da pač. Bolj potih govor. da je zdaj skozi mene, večkrat imam občutek, da skozi mene on zdaj živi. a ne. In da vse te priložnosti, ki jih jaz imam, jih tudi on načeloma ima in da jih pač zdaj skupaj doživljava. To sem mogoče prej mislil, zdaj mi je tako relativno dosto vsejen za to. Verjamem, da je on. Da je on jaz, ti, da smo vsi nekako iz istega izvora, a ne. Da pa pač vsak ima svojo pot, po kateri gre, a ne. In da jo pač vse, kar je naša naloga, je, da jo prehodimo, pa da smo čez dalje bolj iskreni sami s sabo, a ne. Ja, pa da z lahkoto jemljemo marsikaj, a ne, Mhm. ne tako resno, Ja, ke smo včasih, a ne. sem ti si ful stvari doživela, ki so travmatične, a ne. Pa ne vem, če boš hotela o tem govoriti, ampak pač prebolet raka. A ne. Pa vem, da je to preteklost. Pa vem, da o tem pač nisi nikoli nekaj govorila itd. Ampak meni se zdiš tudi iz tega vidika, a veš, zmagovalka, a ne. Ker si dejansko šla čez to. In to ne more biti lahko. Jaz nisem nikoli ukvarjala veliko. Sama s sabo, z mojo boleznijo. Ker sem bila skozi v redu, no. Jaz sem takrat mogla skrbeti za očeta, ne zase. Saj to. Ko sem prišla z bolnice. In moja bolezen je šla takole mimo in Se to je pravi, bilo, jaz sploh ne vidim sebe kot, ne vem, jaz si to sploh, dobro, ko me vprašaš, povem, a ne, ampak to je šlo mimo, to je bilo. Mhm. To je bilo en del, ne vem, en kamenček na poti. Kamenček na poti, ki je bil potreben. za. Mislim, da sem zdaj drugače, da gledam na vse. Da vidim, da se ni treba raka bati. Da ni vsak rak smrten. Če ga dosti kmalu odkrijejo, jih je veliko zdravljivih. Moš pa spremeniti marsikaj v glav takrat. Tudi ti ne znam povedati, kako sem šla čez to, ampak greš, a ne? Greš, pa si pol močnejši, pa. Ampak, lej, je bilo tukaj vsega na kup, da sem bila jaz ta zadnja. To obdobje je bil kar. Ja. To mi je tudi Vladimira, ki sem bil pri njej, se so bila oba. Ja. Vladimira je vedeževalka. Oziroma, Ni kako astrolog, ne vedeževalka, sorry. Sorry, Vladimira, če se sliši. Astrologinja, no, oziroma natalne karte dela in podobne zadeve zelo dolg časa, že mislim, da več kot 20,000 ljudi je pri njej že to dal čez nekaj mi razlagala. Pa tudi sestrična
od mojega očija, ne? Ja. Kar je pa noro, da sem jaz prišel do nje. Prek Turke sem prišel do nje. No, in ona je meni takrat rekla, tebe je pa neki močno tepel zadnjih par let. In sem jo gledal in sem bil tako, pač, kako zdaj ti to veš, a ne, je rekla, ja, velik zgube. In sem bil tako, wow, ne. V pol leta dedek, babica, oči, kuki, pipa, dober, ajde, babi Ivi že malo bolj nazaj, ampak tako. Jaz sem bil sam, kaj vsi bojo zdaj kar naenkrat pač umrli, kva se to dogaja, ne. In rekla, ne skrbi, mimo je, a ne, mogu si to doživeti, mogu si spustiti, mogla se je ta stran familije spucati, a ne. Je rekla, mamice se pa noben ni mogel dotakniti. To je tudi meni rekla. Ja, mi je rekla, mamico pa čuva, ne vem kaj točno. Ja. Je rekla, veš, tvoje mamice se pa noben ni mogel dotakniti, a ne. To je meni tudi rekla. In se je niti ne bo. In sem bil tako, ok, v redu. Rekla, ampak pripeljo k meni, kaj moram nekaj povedati. A ne, ker sem jo vprašal, glede najine kompatibilnosti pa to. No in si šla pol tih njej. Ja. Kaj ti je rekla? Da moram iti na tvoj podcast. Zakaj? Zato imam veliko zapovedati. Samo jaz še zdaj ne vem, kva. Je tacga, da imam. Tisti, ki zdaj gledate to epizodo že od začetka, prosim, ne šparati ljubezni za mojo mami. V komentarjih, v DM-ih, prosim, politejo z vso to ljubeznijo, ker je rab. Ne zase, ampak za uno, kaj je spodi, pod tem, kaj je zdaj le govoril, da ne vem kaj vse. Prosim, ne se šparati, ker je čas, da dojamaš, da imaš veliko zapovedati in da se ne rabeš več nazaj držati. In to ne pomeni, da se moraš začeti ven metati, pa biti povsod, pa kaj. Dohvari. Ampak jaz dobivam občutek skozi to zdajle, ko se mi da pogovarjava, da nisi zadnjič pri meni in da je tole bil sam preboj lupince, ker ti gre zelo dobro. Hvala lepa. Brez heca. Nisem pričakoval. Jaz tudi ne. Da boš tako v toku sama sabo in pristna. To laž me, zato sta mi fanta obljubila, da ta prekinila, če šlo kaj narobe, pa zbrisala vse. Ne jim verjeti. Res sta rekla. Ja. Mislim, da ne bo treba. No. Bomo videli. Mislim, da ne bo treba. Ene stvari sem se s tabo še hotel dotakniti. In sicer prej sva govorila malo o tem strahu, a ne? Pa vem, da sva se tudi midva to dostikrat sama pogovarjala. Ne? Ta nek strah, kar je znek, ali pa nekako to obžalovanje, recimo, če si prejšnji dan pila, ne? To sem velikokrat začutil pri tebi, pol to krivdo drug dan, kam je tega treba, ali pa ne vem to. Ja. Kako si skozi te občutke šla? Torej, da si začela zdraviti neke ponavljajoče vzorce pri sebi. Torej, da so te vrgali v krivdo, ker se mi zdi, da si napredvala. Ja. Predvsem se neham kriviti za stvari, ki niso mogla biti drugač, pa da ni vedno, pa tudi ne bila moja krivda, a ne? Veš, ko sem ugotovila, recimo, s kakšnem govoriš, pa to, pa spustiš kakšno, ko se pol žreš, joj, zakaj sem mu to rekla, pa mogoče je bil v stiski, pa ne bi smela, pa tako. Ampak drug dan vidiš, da on sploh to ni tako vzel, ampak sam ti se sekiraš za to. Veš, ker ti misliš, da on misli, da si ti tako mislila, mislim, tu greš v začaran krog. Zanimivo je, da si to omenila, ker dejansko ustvaraš zgodbo na podlagi občutka, ki se ti sproša, ne? Ja.
Kako si uzavestila občutke, ki se ti sprožijo v situacijah? Veš, bolj, ko se spoznavaš, bolj, ko si sam, bolj, ko si v tišini, ko si brez televizije, brez vsega, se imaš ti sam s sabo čas ukvarjati. Če si pa ti težko sam s sabo, rabiš pa vse distrakcije, da ne bo ti treba razmišljati. In potem gledaš televizijo, imaš skozi muziko, imaš telefon po mobitelu. Jaz sem sposobna cel dan biti brez vsega. Včasih gre soseda mimo, prav, nisem vedela sploh doma, ker njih veš, da imajo vedno. Tudi ko obiski pride televizijo, mislim groza. Se pogovarjaš, vzadnje kje pa televizija, in zdaj ne mučam skozi keja, veš. Sploh čekaš na tekma. Mislim, Poznana, ja. ni to mena, veš. In če si ti sabo, ti tuk v sebi spoznaš, kak si. In pa se lahko kontroliraš, pa lahko rečeš, jaz sem se učila reči ne. A ne? Ali pa saj rečem, joj, ne moram ti zdajle povedati, premislim. A ne? Pa na spoštljiv način poveš, kjer mu. Pač ne, a ne? Bravo. Ampak to, veš, to ni kar tako, a ne? To moraš z majhnimi stvarmi začeti, z malimi neji, a ne, da lahko pol prideš do teh velikih, a ne. Jaz vem, kako je bilo prej pri tebi, a ne? In vidim, kako je zdaj. In sploh zdaj, kar sem zelo vesel, je, da meni postaviš mejo, glede, kdaj lahko čuvaš Irino. To sem ti toliko hvaležen, da si, a veš, v tem primeru si tudi jaz dovolim vprašati večkrat. Seveda, ko boš vedel, da če mi ne bo, bom rekla ne. In to je tak privilegij tudi na moji strani, da jaz vem, da se vedno lahko obrnem na te in rečem in da mi boš ti vedno povedala, kako je. A veš? Pa če bo zamus, bom vedno pomagala. In točno to. Če pa jaz vem, da si lahko prvošem včas, da rečem ne, ker ni tako hudo, da bi ne mus mogla, pa si dovolim reči ne. A ne, če bi šlo pa za tako nujno stvar, pa absolutno vedno sem ti. Ja, kle mislim, da je to zelo velik odraz tega, kar si prej govorila, ne, da si pač v svoji glavi pri sebi trenirala te scenarije, kako boš rekla ne, a ne, in da tudi pol meni, recimo tvojemu sinu, ki te sprejemam čisto tako, ki si, vedno mi lahko rečeš ne, vedno te bom imel rad, ne glede na vse, a ne. Pa še zmeraj težko reči ne morem imeti, ker sem zmenjena, ker grem na koncert. Ne, bom jaz že skenstala vse, kar imam jaz v planu, samo zato, da bom jaz lahko tebi naredila uslugo, oziroma da bosta vidva zanči lahko uživala. Ja. In kle moram reči, da sem zelo, zelo ponosen na te, da si se naučila postaviti tukaj mejo. In sem zelo vesel, da to delaš tako, kot delaš, ker tudi na drugi strani jaz iz tega lahko pokažem, koliko te spoštujem, da to mejo tudi jaz spoštujem in da te ne za vsako, ki se nama malo ne da, a ne, ker te mala intenzivna, si sama veš, da te za vsako zdaj, mami, da gre k tebi. Tudi takrat, ko bi lahko prišla k tebi, je vesolje lepo rekel, si šel na morje. Ja, ker si šla ti na operacijo, ne. Ja. Pa si rekla, Jure, jaz bom zelo težko ti kaj pomagala, ker imam roko pač mora mirovati, a ne. Lahko pa vsem prijeta. Ja, in potem sem jaz rekel, ne, mami, greva midva na morje. In si ti mene začela prepričvati, da midva prideva k tebi. Ja. Ma sej bom že, sej bom to sem imela malo slabo vest. Ja, zaradi mene, ker nisi točno verjela, kako bom jaz cfolgo verjeta. Ja, me je bilo to pravic povej. Ja, seveda. Pa sem bila vesela, ko so bili štolfe dol. Sem rekla, si po polona. Ja, dobre so štolfe. Ne, zelo lepo smo se imeli polno. Tudi jaz sem imel eno zelo lepo izkušnjo z Irino, da sem jo vzel, da sva šla sama, da se nisem na tvojo ramo naslonil, a ne? Da sem pač šel po to izkušnjo in tudi prišel nazaj. Se mi zdi, da bolj tako. Samozavesten, ja, samozavesten. Ponosen fotor. Ja. Tudi lepo se je obnašala, vse tako, sem bil tako, ja, to je moja ta mala, ne? Seveda. Ja. Kako ti dojemaš moj podcast, glede na to, da ga spremljaš od prve epizode? Odlične so vse epizode. Da me zdaj le vprašaš, katera mi je bila najbolj všeč, nimam pojma. Za vsak eno pogledam, wow,
Ta je dobra. Ta je dobra. Leto. Všeč mi je, da zbirate take ljudi, ki so tako zanimivi, pa nepoznani. A veš, vsi imajo zgodbe, da te pritegne. Zgodba od vsakega. Zdaj, a prej nisem nikoli za nje slišala. Veš, dobro se so tudi veliko mlaja, ne, ampak tako se mi zdi lepo delate, no, da ste, da znate poskrbeti za prijetno vzdušje na podcastu. Da se gostje res dobro počutimo, tako sproščeno, mogoče ne od začetka, ampak čez dalje bolj, ne. Pa tudi samega, ki je pofiksate, sem prele videla, so mogli 3krat snemati tvoj prihod, ne. Tako da sem jaz močko bolj sproščena bila, če ga je osrala. Ja, veš, to, kad delaš s profiči, vedno posnamejo kakšno večkrat. Ja. Lušni To je še ste. malkrat. To je še 3krat je še malo. Lušni ja. ste, lušni. Ne, sem jaz pa až bez vas kostko delala, da sva se malo. Malo sva se igrala. Až beskus nasmejan. Tega pogleda si srečen do konca. Preživel dosti dolg časa z njim, pa kakšnega klienta mu da je tazga iz kakšne korporacije, už videla ti, da smeh zgide. Ja, ne, drugač top ekipa. Kako pa mene dojemaš skozi podcast, glede na to, da sem tvoj sin in me poznaš že 34-33 let? Kako dojemaš mogoče mene od prve epizode do zdaj? A si opažila kakšno spremembo? Ja, sigurno, da ti gre vse bolj tekoče, da mogoče sprašuješ tudi bolj drugačna vprašanja, ki si na začetku, mogoče malo bolj greš v globino. Ne vem, kako naj ti povem. V bistvu imaš to, kar bi imel to vseb, no, da ti gre lepo, gladko, da znaš, no, da si to ti. Da si to ti, da se ti tudi ni treba truditi, ne vem, koliko, da kar pride. Pa z vsakim gostom se znaš pogovarjati, ne. Veš, ne vem, a se prej pozanimaš, malo se seznaniš s tem. Lepo mi je poslušati, a ne? Je res tudi mogoče, če ne bi moj sin bil, da mrskošnega ne bi gledala, a ne? Da gledam zaradi tebe, ampak skozi tebe spoznavam izjemne ljudi, ki jih imaš na podcastih. In velikokrat tudi izjemne komentarje napišeš od spodaj. Vzameš si čas in... Ja, ker se mi zdi, da moram. Ne komentiram mogoče glih vsakega, ampak tistega pa dobim že med podcastom, ko poslušam, si zapišem, ko bom pol komentirala. A res? Ja, ker mislim, da moram. Ker mi je tako močno v meni, da moram. In takrat napišem, ker čutim tako, ker moram to. A ne? Zanimiv. Moraš iz kakšnega vidika, da... Povedati, ker imam... Da gre ven. Ja. Aha. Ja, da dam priznanje, da povem, kva je dober, da podprem gosta, da podprem tebe. Ampak res takrat, ko čutim, da je res to. Ja, kle tudi jaz mislim, da se je nekako začela pri meni, ko sem te tvoje komentarje bral, se je začela pri meni še bolj jačati po slovenski. Bogatiti ta ideja, da imaš ti ogromno za dati, ogromno za povedati, ogromno za predati, ampak mogoče si noben ni vzel cajta, da tebe zares posluša, da tebi da mogoče prostor, da to poveš. Veš, jaz sem v teh najnih pogovorih, ki sva jih imela, jaz sem tudi takrat noter vse zaznal.
je bil pa zraven nek tak mal nadležen, oprosti, ampak bom povedal tako, kot sem čutil. Tak nadležen glasek, da mi moraš nekaj povedati, da... Jaz grživčna rata, Ja. kjer ni zastopil, kva čem povedati. Ja. In se mi zdi, da te je bilo tega mogoče malo strah, da si se nazaj držala zaradi tega, ne. Ampak jaz sem pol opazil v bistvu, da ta glas imamo itak vsi vse, pa ne. In to je samo una potreba, da slišiš tebe. Pa včasih, veš, tudi si misliš, pa kva čem govoriti, pa se to vsi vejo, kva čem biti zdaj neki brihtna, ker je to stvar, ki vsi vejo, a ne. A zdaj pa jaz neki. Jaz sem, pa to rata tvoj način izražanja, ka to rata tvoj fokus, a ne. Da se pač o tem pogovarjaš. Ja, se leče me, kjer kaj vpraša, se jaz rada pogovarjam, a ne. Ja. Če vem, pomagam, če ne vem, poslušam. Ja. Veš, koliko folka, da je fokus na to, da šimfa druge, recimo. Pa da govori grdo o drugih. Ali pa da govori, kva je on naredil, pa kva je ta naredil. Pa. Kamor gre fokus, tja gre pač Seveda, vse, a ne. jasno. No, in se mi zdi, da tako, kot sem ti prej od zunaj, ki sva se pogovarjala, ker si mi 10. rekla, da mogoče danes ne bi snemal, pa da bi kdaj drugič. Pa sem ti rekel, dej poglej sam poteze, ki so se odigrale v zadnjih 5 letih. Koliko ima vse smisla, da si ti danes kle zraven mene? Da se pogovarjava o teh Vse stvareh. življenje ima zmer smisel, vse ima smisel. Točno to. Sam mi ga ne vidimo, a ne, mi se borimo proti tem, ker tako je, a ne, ti pa opiješ, ne, ni tako, ampak nekdo ve, da tako more biti, a ne. In moraš se prepustiti, pa greš zraven, a ne. A se lahko še malo dotakneva, kaj si lih to povedala, da se moraš prepustiti, pa gre zraven. Mal manifestacije. Ker vem, da si preko koga si začela pač s temi napisi, ki jih imaš na hladilniku gor, jaz sem zdrava, jaz sem to, jaz sem un, pa pred tem zelen fičo, rumen fičo, ki si rekla, da ga už videla, ne? Zapisala sem, a ne? Ja. Zapisala sem zeleni fičko, pa datum. Zelen fičo, zdaj kje ga boš videl, fičo to ni več. Zakaj si to napisala? Igrala sem se. Ker si hodila kaj preveriti, Če to deluje, Okej. a ne? In sva šla z očetom iz morja, so stavila v eni gostiln, pa tam je en oldtimer zelen fičo in jaz ga slikam in tisto sliko imam doma. Ampak zdaj se pa z Ireno igrava manifestacije, nekaj si rečeva in potem kakera doživina piše, ali pa slikco pošla, ne. In tako se igramo in to deluje, deluje. Samo moraš biti na mal visoke vibracije. Takrat, ko se imaš dober, ko si ful dobre volje, takrat se naredi. Kako nekako pol tvoja filozofija življenja oziroma načina življenja zgleda, v kaj verjameš, kako živiš, kaj ti je pomembno? Pomembno mi je, da si iskren do sebe. Pa da greš v čez sebe, pa ne? V kakšnem smislu? Tako sem še jaz danes, recimo, tole, izven cone udobja, ne? Pa malo se probavaš, a ne? Slišiš neki, pa to narediš, pa vidiš, da deluje, se deluje, a ne, mogoče pa je kaj na tema, veš. Pa kakšne vraže, a ne, se pol boljš počutiš in lažje manifestiraš, a ne. Ni važen koga, ni važen. Lahko en reče, če imaš zeleno kuglo doma v levem kotu kuhne, tu ful znara prinese. Pa če ti verjameš, da zeleno kuglo, ki se dobro počutiš, evo, si že nekaj naredil, ne? Ni važen v predmetu, važen je v odnosu, ki ga imaš ti do tega predmeta. Wow. Če ti dobro naredi, verjem v kar češ. Wow. A je to se sliši malo kot dispenza? Ne. Ne?
Ne vem. On dosti o tem govori, no, mind-body connectivity, pa da se, da v bistvu na občutku temelji vsa kreacija, a ne, torej iz kje izhajaš. Ampak tega jaz vidika. mislim, tako da če ti verjameš, da ti neki nuca, ne, to, bilo kaj, veš, amuleti ali pa pero. Recimo, jaz ko pero vidim nek na tleh, hvala, Angelija, ne. Jaz v to verjamem in mi je lepo. In ko vidim na pokopališču Peročito Pikapolonco na spomeniku, poglej ga, veš. Take stvari meni, jaz verjamem, da je nekaj to, ne, in ti je lažje, veš, lažje ti je. Delaš to zato, da je tebi lažje, ne. Ja, pa se kdo ti bo rekel, da ni res, a ne, mislim, marsikdo ti bo rekel, ampak pač. Ne, on je svoje izkušnje govori. On govori tist, ko on verjame, jaz pa tist, ko jaz. Pa nič narobe. Če nekdo verjame drugače kot ti. Če njemu služi, hvala Bogu. Če pa zaradi tega nesreča, naj pa spremeni mišljenje, ne? Sam jaz se spomnim, da si ti zelo želela dokazovati svoj prav. Na nek tak način, ne, da imaš ti prav, da to je res. Ja, tudi na začetku. Ja, na začetku sem mislila, pa kako ne veš, da je to res, res je, siguren je. Sem bila kar malo agresivna s tem vedenjem, ko sem vsakemu hotla, res je, ko jaz sem vedela, da je res, ampak sem hotla, da še drugi vejo. Pa, a veš, zdaj pa vem, da ni musa. Ne? Kako si spustila to potrebo po tem agresivnem prepričevanju drugih? Parkrat se moraš kontrolirati, ozavestiti, da si agresiven, prevzeti kontrolo nad tem. Včasih ti še uide, seveda, ampak večinoma se pa kar naučiš to kontrolirati in naenkrat je navada osvojena. Jaz ne prepričujem nikogar več. Če me kdo vpraša, kako mislim, povem. To je moje mišljenje, a ne, ni mu zdaj tvoje tudi tako. Povej mi ti svojega, lahko da je tvoj tudi prav, pa mi reka, ja, pa res le. A ne. Sprejmeš nekako, da bo vsak človek, da je vsak človek odgovoren za to, v kar verjame. Absolutno. In da mogoče pa za enega ni dober, da verjame v nekaj, v kar ti verjame, zato ker s tem ne bo znal delati. Ne, pa tudi ni mus. Zakaj bi mogel nekdo verjeti v neki, kaj jaz verjamem, če njemu neki drugega bolj služi? Točno to. Torej, da lahko obstaja več teh teorij, kaj deluje. To, kar je ljudi. Jaz mislim. Veš. To, kar je ljudi. Ko si se odločila, da greš v Indijo, Bali. Bila sem v Baliju, drug let gremo v Indijo. Da si bila na Baliju, ja. Ko si se odločila, da greš na Bali, kaj si pričakovala, pa kaj si tam pol doživela? Pričakovala nisem nič, doživela sem pa ogromno. Jaz nisem vedela, kva ne pričakujem, sam da se bom imela fajn. Da grem probat 9 ur z letalom, spet iz cone udobja, pa da se bom imela fajn, da grem čist na drugo stran sveta, da bom brez vseh teh prtljag, ki jih imam tle, da grem čist drugam, med ljudi, ki jih ne poznam. Poznala sem 2 prijateljice, čist v en nov svet. In sem šla po izkušnjo in mi je bilo tako fajn. Nisem pričakovala kaj, ne vem, tako, no. Ja. Da bi zdaj rekla, ne vem koga, ne. Ja. Zakaj zdaj te odločitve sprejemaš tako lahkotno? Prej jih pa v življenju, recimo, nikamor nisi šla sama s prijateljicami. Zato, ker si pridobivam izkušnje, mal, kako ne igram prej sama, če sem bila z očeta. Ja, to je meni težko razumeti. Midva nisva imela, a veš te navade, da bi kjer sam kam hodil. Midva se šla na morje skupaj, a ne? Ja, posod v bistvu. Ja, če sva šla kam, sva šla skupaj, ne?
Ni tudi tako, kot prva, veš. Zdaj, Ja, drugače, pri mladih, ful drugače a ne. gledamo na odnos. Meni tudi ni na misel prišlo, da kdaj je šla kam sama. Mislim, niti na to pomislila nisem. Tudi oče ne, a ne? Veš. Ja, mislim, sej mene je pred cune pa posodo pa vse to Alanu. Ja, jaz sigurno ne. Jaz sem bila Ker noro, a ne? Ker si rekel, da prideš, ko už cuna obje, sam še cuna obje, če sem sa, kjer ga je to zdaj navadu, jaz ne. Ja, jaz sem kaj do 22, 23 leta po moje, da sem pač lepo metal noter v košaro in Pa ti je ne prišel samo v napram. košaro, še v košaro. Ja, nisem to sem, pol sem, dejno, pretiravano. Mogoče pol. Sodelujemo z mano. Ja. Česa si pa želiš zase? Več. Več. Kaj manifestiraš? Česa si želiš več? Več si želim denarja. Ok. Zakaj ga uporablja? Za potovanja. Se pravi, si želiš Si več želim potovanj? več potovanj, si želim več doživeti, no, če gremo tako zdaj, Ja. a ne? Ampak, ja, rada bi potovala, rada bi bila v dobri kondiciji, zdrava, rada bi doživela veliko trenutkov z vami, z Irino, spoznala nove ljudi, spoznala nove dogodke, kot čem reči, izkušnje pridobila nove, a ne takih, ki še ne poznam. Pa rada bi še malo bolj lahkotno stvari sprejemala, ki jih mogoče še ne, no. Da bi še to malo spustila. Malo skrbi stran, tako. Jaz sem dolg časa, preden sem kam šla, vso posodo pospravila vse, sem mislila, kva če umrem, pa da ne bom mogla, da bojo tak najdel. Dolg sem je in pa sem se, namenoma sem pušala umazano posodo na polic, ko sem šla spat, ne. Pa sem videla, da se ni nič naredil, da je bilo vse v redu. Ampak sem imela to. Veš, Vrževernost, sam tako je. živiš, veliko ozavestiš. Veliko vidiš, ko počneš. Ker prej se niti ne zavedaš, ko se počneš. Pa vidiš, opazuješ sebe, opazuješ, kva delaš in kva ti ne dela benefitu, s čim se obremenjuješ, ker se ni treba. Ker se ni treba. Ja, jaz mislim, da ti bo vse ratalno. Ja, hvala lepa. Pa če ti lahko kje pomaga, veš, da ti bom, a ne. Sej vem, da. Ampak v zameno za to si doživljenjska gostja na tem podcastu. Ja, seveda, ni Turka zamenjala. Ja, ne, oba bosta, ne. A si predstavljaš? Ja, jaz si predstavljam, da bi bila več. Ne, lušni ste vsi, pa imate take lepe goste, mislim, take prijetne. Res prijetni. Užitek je. Izjemni so vsi. Ključno s tabo. Užitek je to delati na ta način, ki delamo. In tudi tale epizoda danes. Sploh ne vem, kako je minila, sploh ne vem, koliko časa je minil, po moje smo nek blizu 2 ur. Ne, po moje blizu 2 ur. Ja? 1:40, no, čudovito. Nekako se mi zdi, da sva šla. Tako sploh nisem vedel, kam bova šla. Veš, preden se je začel dogajati to, da so mi v glavo hodile misli, kva bom vprašal, kako bom zapeljal, kakšen monolog bom spisal, da ti ga preberem. In potem sem bil v enem trenutku sam tako, da jaz imam dosti tega, stari, dovolj, ne da se mi več s temi mislimi ukvarjati in sem jih, pač počasi sem jih samo opazovati začel, ne. Sem bil tako, ne rabim razmišljati, ne rabim se pripravljati. Usedel se bom dol svoje mami in bom videl, kako šlo. Lode sploh ne bo hotela snemati. Lode mi bo rekla, zadnji tik, preden začneva, Jure, sem si premislila, to je zame preveč, ne bo šlo. Ampak pol, ker sem te videl, da si ti to sprejela, da bo šlo vse čez. Ja, kva pa čem? Nimaš druge. Jaz nisem ven povedala, razen Ajda, ali pa Sonja, ja. Te dve,
Tistem sem povedala, ker sem vedela, da me ta podprle. Veš, kaj iščeš tisto, ne To je dobra puho, taktika. tisto, a veš. Dobra taktika. Točno vem, kdaj moram kjeri prijateljci po podporo, a ne? Ja. Ja, včasih rabiš mal. Ja, rabiš. S tem ni nič narobe, a ne? Zakaj? Ja. Zakaj narobe? Mogoče to še premalkrat naredimo, vsaj zase, če govorim. Da grem tako. Pri meni je bil to žigec, ne? Žigec je bil. Pa niti ne tako, da bi me na hajpu, da bi me dvignil, ampak on je vedno poslušal. Res, zanj sem mu poslal eno besedilo, da v bistvu brez njega moje življenje ne bi bilo isto. Ne? Kar on je bil pa ki je meni pomagal. Od mejhnega sta že, a ne? Ja, od vrtca. Ker sem imel težke trenutke, je bil on vedno tisti, ki je mi vedno odprl vrata in vedno sedel zraven mene, tudi če so bila 2 ure tih. On je šel, ker sem zvedel to za oči, je šel z mano na sprehod, sva šla tam čez gozd, skadila en joint, hodila, bila tih celo pot in pol sva se poslovila in mi je rekel, karkoli rabiš, sem kle. Sem rekel, vse si mi dal. Pač ja. Jaz sem pa pisala, ne? Ja. Jaz sem pisala. Točno, evo, bravo. To sem te hotel še Jaz nisem vam vprašati. ven mogla povedati, ko sem imela oseb, kaj je oči šel, tudi tepne, a ne? Ampak jaz sem pisala, meni so kar leteli po 16 strani. Nisem nikoli prebrala za sabo, niti ne vem zdaj, kva sem pisala, ampak napisala, jokala in... Ta dnevnik, a ga še imaš? Ne, to sem pisala na liste očitu, ko sem mu jih v žalno knjigo dala, tam noti vse. Ampak še obstaja. Še obstaja. V škatli njegovi v omari. Sploh ne vem, a bi si jaz želel to prebrati? Mislim, da niti ni potrebno. Kaj pa si... Tu sem pisala, a veš, iz sebe ven. Ti je pomagalo? Ja, seveda. Ful mi je pomagalo, ful. Tu sem se, veš, solze, če so tiste, da si dovoliš, vse tu te spucajo. To pa, ko sem tebi tisti za 30 let delala tisto knjigo. Če sem te kar potunku. Je bila pa muka taka, slike, a veš, zbirati, ko sta nazoči tam ne ful slika. Tu mi je bilo, tu se moram pa Borutu zahvaliti. Tu sem pa celo noč brskala po slikah, pa tudi jokala, pa Ampak lej, se spucaš, to je en način, tistega, ne, da gre ven, a veš, žalovanje po svoje, ne. Pa ostanejo sami tisti spomini, lepi, pa se nasmejiš, ne. Pa prijatelju sem imela ogromno, meni, to mi pa Sandra sta vsako nedeljo prišla. Da ne naštejem, Nina, Joško, Miro, mislim, jaz sem jih res imela ogromno, ne. Ko so mi stali ob strani in sem vedela, vedno se lahko na njih zanesem. Ampak meni je ta samota pisanje, to je meni bilo odrešito. Ko rečeš biti sam s sabo, a ne? Brez distraktorja, brez televizije, radija, vsega. Ja. Zakaj misliš, da je ljudem toliko težko to delati, oziroma da si malo čuden, če to delaš tako za kar neki ljudi? So bili tako naučeni. Ker so to pobrali od prejšnjih generacij in... Ja, ne vem. Ne probajo biti sami sabo, si ne rabijo biti pred cel dan, 5 minut. Ja, nora, če ti kavo piješ, veš, tako sama, ne? Si skuhaš kavo, se usedeš na kavč, piješ kavo, pa sediš, a ne? A bi, tako meditacija si tudi kar nekaj delala, ne? Ampak pač ko enkrat verjetno priješ čez to fazo, ne rabiš več sedeti pa mižati, da meditiraš, ampak lahko to delaš kadarkoli v dnevu. Veš, jaz tole prav ne razumem dobro meditacija, kva je to meditacija? No, sej to zdaj je to, kar želim nagovoriti. Kaj pa vem, zame je meditacija tudi tam v tistem kotu na kavču zjutraj, soboto, nedeljo spijem tisto šalco kave, jo pijem 2 ure. To je zame meditacija. Pa da kuham.
Ja. Da delam kakšen peciv, kakšna za rojsten dan, kakšno torto pečem, vse te detajle. To je meditacija, jaz ne vem. Čem pa razmišljaš, ko to delaš? Oziroma, V tistem, ko potegneš črto na torti, ko daš gor rožic. prav ni tako misli, kaj bom jutri, kaj že. Ne, ker si tam, veš. To je najlep. Ja. In pa, ko ti rata izdelek, ki ga pogledaš, si misliš super. Sam ni bilo vedno tako. Da bi bila, te bi bila toliko trenutkov, da bi bila toliko tistih stvari. Ne. A mogoče veš, kdaj je bil, kdaj se je klik naredil? Ja, ker sem sama s sabo ostala. Ja, ok, ja. Pismo, kjera mejnica v življenju. Tu je drugače vse. Lahko se bi takrat čist drugače obrla, ampak jaz sem vesela, da se je tako. Nikoli nisem bila žrtev. Nekaj sem zbolela, nikoli nisem bila žrtev. Res nisi bila, ne? Fajtala sem zmrt, to je pa res. Ja, in to na nek tak svoj način, da pismo, spoštovanje, ne vem, kaj niti drugega rečem, res način, na katerega si te stvari delala tako. Koliko enih emocij, koliko enega strahu je mogel biti zraven in vsega, ki si ga dala česa, ne, in tako. Mislim, da zdaj si na točki, kjer ko enkrat, če mene vprašaš, odkleneš to sposobnost, da greš direktno v strah, da tizga, kar te je strah, pač vse narediš, da greš čez to točko cone obdobja, ki si tudi danes kleja, ne? Da od te točke naprej se ti rast potem eksponentno povečuje do tega, kar v resnici si. In mislim, jaz nekako zate že čutim, kaj v resnici si. Veš, kam je bilo pa v življenju najbolj hudo. Ko oče ni pustil, da kjermukoli povem, da je zbolel, ker sem mogla to oseb nositi. Niti starša, niti teb. In potem se je odločil, da bo povedal, kaj mogel, sem spet jaz mogla vsem povedati. Fak, ja. In to je bil pa zame najtežji trenutek, staršam njegovim povedati pa te. Ker tle mi je to obstrojim pa šef, Stane moj, ki je rekel, veš ko, povej jim, da ti nimaš tle nič. Jaz sem spoštovala Romanovo željo, strinjala se nisem z njo, ampak sem ga spoštovala in nisem povedala, a ne? In potem sem bila spet jaz ta grda, zakaj nisem povedala, a ne? Tudi z moje strani. Ben mi ni pa rekel, kva smo mogla ti pretrpeti, da smo mogla to vsepnost. A veš, močno. To je bilo pa najhuj od vsega, od te bolezni, pa da sem bila sama o tem. Shit. To pa je bilo hudo. Ja, ne mogoče. rak, ne smrt, to je bilo hudo. Mogoče malo tvojo tolažbo, da ljudje, ki, ko smo to slišali, to je pač reakcija iz strahu, reakcija iz šoka. Malo je ljudi, ki bojo v taki situaciji pomislili, na te pa rekalo, o boga reva, kaj si mogla držati, da si mogla to meni povedati. Jaz zdaj nazaj, ko gledam, pomislim na to, ja, par teb, pa še neki. Ti si mene v pol leta, 3krat, ko si me poklicala, 3krat, ko je na telefonu pisal mami in sem se jaz javil, si mi povedala, da je nekdo umrl ali pa da nekdo bo umrl. 3krat, v pol leta. Školiko časa sem jaz rabil, da ko sem videl tvoje ime na telefonu, ko sem se javil, da ni bil moj občutek kle noter, kdo je umrl. Verjem, da bi raj sporočila dobro novico. Vem. Ampak očitno mi je namenen, da tudi slabe prenašam. Veliko poguma zahteva, toliko si močna očitno, ne? Ja, mislim, sej na konc dneva ne bo nič spremenila, to ti poveš ali nekdo drug, to se je pač zgodila, ne? Ampak dejstvo, da si ti to naredila, iz spoštovanja do drugega. Ja, don't shoot the messenger. Ja. Ampak dejstvo, da si ti to naredila, ne, to je zelo pogumno dejanje in ja, ne morem si misliti, kako si se mogla počutiti, ker si to mogla meni povedati. To si nobeden ne more misliti. Tle sem pa Stane to hvaležna in mu
In Stane je bil skozi z mano, skozi očetovo bolezen, res je bil. Jaz sem med službo hodila mu vrsto držati na golnik, ne, onkološkega, da je šel on med svojo službo kri dat. Noben ni vedel, mislim, res je bila borba, je bila. Ampak veš, od začetka se ti zdi, wow, le se bova zvozila, sej bo, a ne? Vse od začetka sva mislila, da bo, a veš, kaj dolga rokave nosil pa klobuk. Na tekmah mojih. Ja, ko sem bil tako, kva je fotra, si ti stil obrnil. Ja, ne. Neki mehičan tam gor Ja, Romano Meksikano. Ampak to je furu, frajersko je furu to, a veš, je prenašal to super, k bi rekla neki en izziv, a ne, sam pa kaj pa. Bilo malo bolj resen, pa ni bil več tak prijeten izziv, je šlo pa za res, a ne. Takrat pa pol moraš malo drugače. Ja, velik je to vse dal. Ampak točno tako je, kaj mora biti. Se spomnim, da takrat sva si mi da to velikrat govorila in takrat tudi mislim, da sva zelo dobro komunicirala. Po mojem najboljšo življenju. Ja. Ker to je bilo pa noro. Drugemu sva dala točno tisto, kar sva rabila. Točno tisto. Ti si prišel točno takrat, ko sem jaz rabila iti mal ven, da sem predihala, da sem vse dala. Točno takrat si prišel, to res. Pa da sem imela pol okoli sebe prijatelja, res vidiš, kakšne prijatelje imaš in jaz jih imam in sem ponosna na to in vesela in hvaležna, ki jih nima vsak. Res je. Jaz jih imam. Ja, jaz sem pa ponosen, da imam tebe za mami. Si me zbral. Vse sem te zbral, ja, dobro sem zbral. Dobro si zbral. Mogoče še v kakšnem življenju se sreča. Jaz imam tako občutek, da se bova. A verjameš? Verjamem. Več življenj. Verjamem, ja. A res? Verjamem, da pač se kot zavest manifestiraš, projiciraš se v neke telesa, v neke energetske pole, kot smo mi tudi, a ne, drugih časovnih obdobjih, karkoli čas je. Pač kot ista stvar prihajaš po novo izkušnjo v trenutku, a ne. In samo trenutek imaš in to je vse, kar je in vse, kar se ti zdaj dogaja, kar se ti bo pol dogajalo, kar se ti je dogajalo, pač ne obstaja več, ni nikoli obstajalo in nikoli ne bo. Samo to, kar imaš zdajle tukaj, obstaja. Ne? In iz tega vidika se mi zdi, da to ne more nikoli zginiti. Zmr je zdaj. Ja. Ko da pol tudi bolj Sadhguruja, Eckhart Tolleja, Mudžija berama, ne. Bolj mi je jasen in veliko bolj lahkotno grem čez cel proces življenja. Jure, ko pa tukaj preteklost je pomembna, da si ti danes tle, ki si, a ne? Ja, mislim, je pripeljala časovno premico do te točke, sigurno. Ja, ker če ti ne bi imel take preteklosti, ki si jo imel, mogoče ti ne bi bil na tej točki danes, ki si. Ja, ta trenutek ne bi bil tak, kaj je. In samo tak je lahko, točno kot je. Ampak zaradi trenutka, ki je bil pred tem trenutkom. Takrat trenutek. Ja, to je to. Jaz mislim, da se nima smisla obremenjevati s takimi vprašanji. Ne, kje pa. Vem, da se je tudi oči velik, ne obremenjeval, ampak ga je tudi to zanimalo. No? Ful ga je zanimalo. In klej iz tega vidika jaz vem, da z njim bi imel lahko take pogovore, da bi bilo to noro. Ne? Ja. Ampak ja. Ja. Kako se počutiš zdaj? V redu. V redu se to je to, v redu. Je kaj pa ne rečem. No, v redu. Odlično. Ja. Hvala ti, da si zbrala pogum, hvala, da si podpirala ta projekt od prve epizode do 100, da ga še naprej. Seveda. Sem zelo hvaležen in ponosen, da sva danes speljala tak pogovor, ki zame ni bil nič novega v bistvu, ker sva že imela take pogovore, globoke. Ampak se mi zdi, da si pokazala, kdo si, brez zadržkov, in to mi je bilo danes najbolj všeč. In lepše 100 epizode si ne bi mogel želeti,
tudi če bi se drugače zgodila, bi isto rekel. Se vem. Že to, Ke ker si bila moraš. ti z mano. In ti, ko rečem, da si bila ti z mano, mislim, da si bila iskreno to, kar si. In da si brez zadržkov povedala, kar imaš zapovedati. In sem zelo ponosen na te in hvaležen, da sem ti lahko dal prostor, da si bila gostja 100. epizode in se predstavlja ljudem, kdo je moja mami. Hvala tudi tebi, pa celi ekipi. Jaz bi se zahvalila vsem, ki ste tako fajn, da Šaram. človek mora biti sproščen, ke vas vidi, no, res. En drugega podpirate in tukaj ste, res ste ena fajn ekipa. Jaz vam želim še veliko podcastov, pa še kakšnih drugih stvari. V glavnem, kar si poželite, naredite, jaz bom podprla, kakor bom lahko. Ker je treba take mlade spodbujati, sploh s takimi pozitivnimi mislimi pa delom, ki ga upravljate. No. Znate za ljudi zvabiti tisto, ki rabijo slišati drugi. Tako da res hvala. Pa za to prijetno vzdušje, ta lepa apartma, pa pogostitev, pa ja, vse, v glavnem vse, res sem uživala, hvala ti, Jure. Ja. Na tej točki tudi hvala Šalet Jasna za ta prostor, dober prostor. Malo smo imeli problemov, kako bomo postavili, ampak nam je ratal. Ekipi, Ažbetu, ki si je čas vzel, ne glede na to, da imaš urnik v piku, si kle, celem, res, vedno bom. Amadeju, Dari, Isi, Anči Gorka, Irina uspava. Hvala vam res, ne samo za danes, za 100. Za 100 vseh epizod. Res. 1000 epizoda, gostja Irina. To je naslednji menčič. Jaz sem pa odgor gledala. Ne boš, še v škle. 1000. 1000 Koliko jih epizod. na let narediš? Ja, računi, to je 20 let. Tako da jo boš. Ja, takrat Boš. Ko je tu 20 let. Mogoče odgor, da na čem letela. Zih bo kaj razvil, da boš tako letela. Na joga blazine. Ja. Tako da hvala tudi vsem vam, ki ste prišli do konca. Veliko spoštovanje še enkrat. Če imate kaj ljubezni za podeliti, podelite v komentarjih za mojo mami. Hvala že zame. naprej, ker ne vem, če bom brala pa gledala epizodo. Ne boš, ker bo toliko komentarjev, da noč čez prišla. Ne rabite. Ja, upam, da so bomo še naprej gledali. Res sem hvaležen za vašo podporo, za vso ljubezen, ki sem jo dobil v teh 100 epizodah. Ne samo jaz, tudi ekipa. Za vse priložnosti, ki so se nam vsem odprle. Da smo se lahko bolj spoznali, da smo lahko še bolj to, kar smo. Pa mislim, da se bomo sam še več igrali, nadaljevali v takem tempu, v drugačnem tempu, sploh nima veze. Jaz sem sam ponižen pa hvaležen, da lahko delam nekaj, kar sem si sam zbral in da je to nekaj tazga, kar ljudem dejansko koristi. Tako da hvala vam še enkrat vsem, se vidimo v 101. epizodi. End of an era. Hvala. Mati moja, kva si rasturala. Ja.